Dober večer, spoštovani gledalci, drage gledalke in lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji Vaše zdravje, naša skrb, v kateri vsako nedeljo govorimo o najrazličnejših zdravstvenih težavah. Mi pa vam v sodelovanju s podjetjem Biovis pomagamo pri teh težavah, kar se le da. Z menoj je tudi nocoj gostja, gospa Herta Kosmina, lepo pozdravljeni. Nocoj bova govorili o čiščenju jeter. Naj povem, da lahko vi, spoštovani gledalci in gledalke, pokličete v našo oddajo na telefonsko številko 03 490 02 22 in poveste, kakšne so vaše težave. Medve pa vama, oziroma gospa Herta, pa vam bo skušala odgovoriti in pomagati. No in naj povem še to, da bodo prvi trije, ki bodo poklicali v našo oddajo, dobili gratis tale čaj za čiščenje jeter. Malo več o samem izdelku pa malce kasneje, ko bomo predstavljali vse, kar imamo nocoj na naši mizi. Gospa Herta, o čiščenju jeter smo že nekako govorili, pa vendar se mi zdi, da nikoli ni povedanega dovolj, da se ne bi našlo še kakšno podvprašanje. Prvo ni povedanega dovolj, drugič pa je zdaj tudi sezona, bom rekla. Zato, zelo primerna o čiščenju organizma nasploh in tudi jeter. Torej, zelo veliko se govori o čiščenju jeter. Verjetno je zelo resnično potrebno očistiti jetra, če želimo, da sploh pravilno delujejo, ne? Jetra so pač en tak organ, ki nekako obravnavajo celoten naš organizem, ne? Jetra so tako, da pač vplivajo na vse in če ne delujejo, potem imamo lahko velike probleme. Meni je tako izjemno simpatično, je dr. Tomislav Marič, ki je tudi ta preparat nekaj sestavil, je enkrat rekel, veste, če jetra ne delujejo tako, kot bi bilo treba, je to kot filter pri avtu. Vi mu boste dajali gasa, kadilo bo, ampak nikamor pa ne bo šlo, ne. Tako da jetra so resnično tisti osnovni organ, ki pomaga našemu telesu. Je pa izjemno pomembno, da poskrbimo za ta organ, ne samo, da ga prečistimo, ampak da ga regeneriramo in poskrbimo, da lahko tudi resnično deluje tako, kot je potrebno, ne. No in na kaj vse pa delujejo oziroma na kaj vse vplivajo naša jetra? Praktično bi skoraj lahko rekli, na kaj ne vplivajo, ne. Jetra resnično vplivajo na kompletno presnovo v telesu, koliko hrane se prestavlja v energijo, vplivajo recimo na holesterol, to vejo praktično vsi, ne, ker naša jetra proizvedejo 80% holesterola, samo 20% ga mi vnesemo s hrano. Vplivajo, bom rekla, na naše hormone, ne, tudi v menopavzi, bom rekla, v teh dobrih naših letih, na našo energijo. Jetra praktično izločajo iz telesa vse naše odpadne snovi, ne, tako da jetra so tista, na katera moramo biti vedno pozorni, ne. Zdaj, pametno je tudi tako, da jetra ne čistimo, ne vem kako radikalno, udarno, ne, ampak da jih čistimo bolj postopoma, umirjeno, da se lahko v tem času, tako kot smo rekli, tudi regenerirajo, ne da jih samo nekako zdrsamo, kako rečejo, da obstaja celo eno čiščenje, ki mu rečejo čiščenje skrtačev, ne. Tako da je resnično pomembno, da umirjeno in lepo naredimo. Vsaka stvar v našem življenju pač potrebuje en določen čas, ne, in zato tudi pri jetrih je malo pomembno, kako to izvedemo, ne. Dobro. Midve imava že prvi klic nocoj. Dober večer, kdo nas je poklical? Dobar večer, tule Stanka pri telefonu. Mene pa zanima, tako na desni strani me špika pod rebrami. Dobro. To je tipično. Povejte, še kaj drugega, gospa, imate kakšna zdravila, kaj takega? Ne. Nimate, no, super. Dobro, bomo odgovorili, spremljajte nas, da slišite odgovor. Hvala za vaš klic. To je ena taka tipičen znak, bom rekla, preobremenitve jeter, ne.
zbadanje pod desnim rebrom, zadnjim pod desnim lokom. Drugače rečejo tudi, da pač ne boli, ampak ve, da je tam nekaj obstaja, ne. Tako da eno tako zbadanje je pa tipično tista bolečina, ki nam nekako da znak, da bi morali nekaj narediti v tej smeri, ne. Tako da gospa si je itak čaj prislužila, bom rekla, je pa tako, ko prej ste rekla, sicer, da je čaj prav za čiščenje jeter, je tudi namenjen čiščenju jeter, čeprav je še bolj izrecno namenjen čiščenju žolčnika, ne, pa teh žolčnih kanalov, ne. Tako da, ja. To se pravi, gospe priporočamo čaj. Čaj, jaz v tem primeru ji bomo na koncu opisali tudi Liver Protect, ki je nekaj prav za čiščenje jeter, ne. Tako da jaz ji bi priporočala v kombinaciji, bo sigurno dosegla tisto pravi rezultat in bo nekako se to bo izvenelo, to pikanje, ki ima pač nekla pod rebrom, ne. In to ponavadi izjemno hitro, ne. Dejva midve malo povedati o stresu. Stres, vemo, da je vsakdanjik v našem življenju. Kako pa stres vpliva na jetra? Stres izjemno ne vpliva na jetra, ker obstaja celo pregovor, ne, mi greš na jetra, ne. Pravijo, da mi tega ne bi smeli niti govoriti, niti, bom rekla, misliti, ker stres nas nekako tako nas zakrči, ne. In ko smo mi bolj zakrčeni, potem se kompletno prebavila zakrčijo se jetra, zakrčijo se vsi ti žolčni kanali in zaustavi se izločanje, bom rekla, teh prebavnih encimov, na kar vpliva to tudi tako, da mi potem slabše presnavljamo hrano, ne. Ker ko se to nekako zakrči, mi ne izločamo prebavnih encimov, ki bi bili potrebni za presnovo hrane. In potem imamo ponavadi veliko napenjanja, ne. Tisto je nekaj en taki znak, da pač ne izločamo prebavnih encimov in da jetra težje delujejo tudi zaradi stresa, ne. Ponavadi je to tako, ne, da ko pridejo ljudje na ta naš pregled, ne, rečejo potem, joj, kako pa, ne, saj alkohola ne uživam, ne, in potem pač razložimo, da je tudi stres tisti, ki velikokrat vpliva na jetra, ne, na vse te probleme, ne. Tako da stres je sigurno eden izmed velikih krivcev za probleme tudi z jetri, ne. No, kaj pa poleg stresa še škoduje našim jetrom? Obstajajo določene snovi, ki jih verjetno jetra težje izločajo, ne. Prečistijo, ne, izločajo. Res je, ne. To so, bom rekla, eno določene težke kovine, ne. Nažalost, bom rekla, veliko ljudi dela za ali varilce ali na teh benzinskih postajah, ne. Potem imate frizerje, frizerke, ne. Tudi, v bistvu tudi čistilci, ne. Vse to, kar je, bom rekla, čistil, vseh teh plinov, ki jih mi zaužijamo, to so ene določene težke kovine, ki nam ostajajo in ki jih jetra težje izločajo, ne. Pravijo, da pač mi moramo skozi jetra izločati vse, kar vdihnemo, ne, zaužijemo, namažemo, ne. Tako da tisto, kar smo danes prihajali po hodnikih, tukaj smo videli, da smo tudi mi zaužili nekaj čistil, ne. Dobro, imava zopet klic. Dober večer, kdo je z nami? Ja, dober večer, jaz pa kličem iz Kopra. Pozdravljeni. Zdajnič sem pa bila v Kopru, pri sinu od gospe Herte. Ja. In pa mi je ugotovil, da ima malo zamaščena jetra. Ne vem, kako ima, verjetno taka leta so zdaj, tako da... Koliko let imate, gospa? 57. Ja. To so že leta, ne, bom rekla, za kaj takega, ne, čeprav so zdaj mlajši, gospa, tako da niso leta ravno tista, ki vas bremenijo zdaj v tej stvari. Povejte, imate kakšna zdravila, gospa Alketanska? Ja, jaz imam zdravila za ščitnico, gledam pa pri hrani, ne, tako da ne jem masnega, pa gledam precej, ne, pa ne vem, od česa bi bilo to, ne.
Vam bomo zdaj takoj razložili, gospa. Koliko let jemljete zdravila za ščitnico? 12 let, tako. Ja. Boste poslušala po televiziji ali... Ja, Poslušajte nas naprej, dobili ste čaj. Vam bom zdaj razložila, ja. Hvala lepa. Hvala lepa za vaš klic. Lahko noč. Ja, hvala tudi vam, lahko noč. Nasvidenje. No, to je tisto, kar smo rekli, ne, sej ne pijem, ne kadim in tako naprej, ne. Gospa ima 57 let, jemlje zdravila za ščitnico, ne, ampak izjemno dobro bi bilo, da bi ona to prečistila. Zdaj mi pravijo, da največ, kar nam naredi tudi maščobe v jetrih, je lahko tudi fruktoza, ne. Pa pazimo pri hrani, ne, potem pa rečete, veliko ljudi reče, ja, si jem te kosmiče, ne, pa kakšni kosmiči, ja, tisti, ki so s sadnimi delci noter, pa potem, če nadrobno preberete, noter imate fruktozni sladkor, ne, piše, ne. To je pridobljeno iz koruze praktično. In to je 1,7, to se reče 70% bolj sladek, kot je navaden bel sladkor. In to se ne pretvarja v jetrih v energijo, ampak se pretvori direktno v maščobo. Ne? Tako da bi bilo izjemno dobro, da bi mi prebrali vsebnost pri taki hrani, ker to je res tisto, kar na naših jetrih najbolj zamasti, ne? Ker se direktno pretvarja v maščobo. Enkrat sem gledala, jaz sem tudi en taki dokumentarc je bil, ne, in je rekel, grem po trgovini in vsak artikel, ki ga pogledam in preberem, končam na poljih Ohaja, ne. To je bila v bistvu ameriški dokumentarc, ker pomeni, da vsako stvar, ali so jo sladili, ali karkoli je bilo dodano nekaj iz koruze, ne, kar je pač ostajalo, ne. Je pa pri gospe potem še ena stvar, ker smo jo v enih prejšnjih oddajah tudi že poudarjali, to je bilo pri oddaji s ščitnico, ne. Če jetra ne delujejo tako, kot bi mogla, potem se niti zdravilo nepravilno presnavlja v jetrih in potem tudi delovanje ščitnice ni tako, kot bi moglo biti. Delovanje že, ampak tisti hormon T4 v aktivni T3 se težje presnavlja, če jetra ne delujejo tako, kot bi mogla, ne. Tako da jaz upam, da je potem gospa sprejela nasvete mojega sina, ker je rekla, da je bila pri njemu. Sigurno je svetoval Liver Protect pa čaj, no čaj je danes dobila drugega že verjetno, ne. In če bo to prečistila, bo točno čutila bo tisto energijo, ki si je vrača, tudi zaradi tega, ker bo ščitnica potem boljše delovala, ker bo organizem boljše deloval, ker bo imela več prebavnih encimov, ker bo drugače to zvenelo, ne, v organizmu, ne. No, upajmo, da bo to pomagalo, a ne? Ja, mi dve sva ostale še pri temu, kaj težje izloča naš organizem, ne. Sigurno razvade niso najboljše, ne, to bom rekla, ko smo rekli alkohol, ne, potem imamo tukaj še cigarete, ne, ki so tudi udarne, ne, in potem imamo tukaj vsa zdravila, ne, za katera, bom rekla, pač moramo vedeti, da jih pač moramo jemati, ampak na jetrih pa lahko pustijo ene določene posledice, ker jih pač jetra morajo presnavljati, ker jih morajo izločati iz telesa, ne. Zdaj, tisti ljudje, ki vedo, da imajo pač še precej veliko zdravil, pomeni, da bi bilo izjemno dobro, da bi jetra čisti mogoče 2-krat letno, ne samo enkrat, ne. Ker bi bilo to bolj koristno in zdravila bi delovala boljše, če tako rečemo, ne. Dobro. No, kakšni pa so znaki, da pa nekaj je narobe, da bi bilo dobro očistiti jetra? Kakšni so tisti znaki poleg tega bolečine, kar je že gospa omenila, ne, v bistvu ta zbadanje, pa tukaj čez ponavadi tišči, bom rekla, ne. Imamo pa tudi, bom rekla, že obolenja, ki nastanejo iz tega, ne. Recimo vsa srčno-žilna obolenja, pač lahko bi bilo dobro, da se jetra konstantno čistijo. Holesterol smo pač tudi že omenili, ne. Tako da imate potem
zmedenost, vrtohlavce, ne, tiste, ki mogoče niti ne pomislimo na nje. Ne. Pa so lahko Ja. nekaki prvi znaki. a ne? Ja, tako je. Zato dobro, midva imava spet klic. Dobro. Dober večer, kdo nas je poklical? Dobro večer, Šajn Zrnike. Povejte. Večer. Jaz sem parkrat poskusil s čiščenjem jeter. Hepafar, pa ne vem to, pa po 3 meseca, pa nisem videl nekakšnega napredka. Ja. Zdaj Dobro. ne vem, tukaj pogledam to, spremljam to oddajo, pa ne vem, če lahko Ja. kakšen na svetu pomaga. Če ste z Vrhnike, ste rekel, gospod. Dobro bi bilo, da se enkrat oglasite v dobri misli. Pa mogoče se vidiva, pa malo izmiriva, pa vidiva, kako je. Pa kako nadaljujeva s pravim čiščenjem, gospod. V redu? V redu? Dobra misel, a je to v tem... To je v Šparu. Ja, točno. Aha, to se v pravi centru nasprot Špara. lekarne. Tako, nasprot lekarne, gospod. Ja, v redu, evo. No, pa naročite se enkrat, pa se bova videla, pa boste videli, da boste čutili razliko. Pa to bi prav rad uživo. No, tako. No, to se pravi, jaz moram priti tam, ne pa se zmeniti. Ja, tako, pa se vidva. Najlepša hvala. Hvala vam. Hvala za vaš Nasvidenje. klic, lep večer. No, da bom rekla, mi sicer kontrareklam ne delamo, ne, ampak jaz vem, kako naš artikel deluje, ne, zato lahko rečem, da čutijo ga ljudje v 5-6 dneh. Ne, in kadar jaz včasih tudi tako rečem, ne, mi si ne moremo privoščiti, da ljudje ne bi čutili, ker čez 1 mesec mi imamo kontrolo. In kadar ljudje pridejo nazaj, ne, in da bi rekli, jo, pa nisem nič čutil, pa gospod je rekel, 3 mesece je delal, ne, čiščenje, ne. Pa da bi po 1. mesecu že prišel nazaj in bi mi rekel, nisem čutil, bi bilo to malo težje. No, dobro. Upajmo, da se bo gospod res oglasil pri se bo, vas se in bo, da rešite sigurno. težave. Midve pa imava spet klic. Dober večer, kdo je z nami? Večer. Pozdravljeni. Tukaj pa Neža. Mene pa zanima, jaz imam tudi holesterol, že jemljem zelo dolgo tablete, enih 20 let katalip, pa tudi hemangiom imam na jetrih. To je vse pod kontrolo. Lepo. Tako da In pravijo, da pač kakšno zdaj imate vrednosti z zdravili? normalno zdaj z zdravili imam normalno. In zdaj me zanima, če lahko še kaj zraven zdravil jemljem. Vam bomo odgovorili, ja, gospa. Najlepša vam hvala. Hvala vam za vaš klic. Lahko noč. Vsekakor, ne, bom rekla, lahko jemlje gospa skupaj, ne, ker na začetku, kadar bo ona začela s čiščenjem jeter in tako naprej, vseeno morajo imati še vedno zdravila. Ne. Jaz rečem zmeraj tako, zdravila je dal in odvzame jih zdravnik. Ne. Mi smo tisti, ki smo recimo tista veja zdraven, ki lahko pomaga na naraven način. Statini so zdravila, ki zavirajo proizvodnjo holesterola v jetrih, kar pomeni, da vplivajo na jetra, da zmanjšuje proizvodnjo holesterola, kar pomeni, da vplivajo na jetra. Ne. Se reče, treba je prečistiti jetra, tako kot smo rekli prej, ne enkrat na leto v takem primeru, ampak 2-krat na leto. Ne. In potem po takem nekaj izvidih, kot je zdaj gospa reka, da ima že 20 let, jaz mislim, da spod 3 mesece res ne more iti niti ona kljub liver protektu in po 3 mesecih, da bi šla ona potem ponovno spet na merjenje in da vidi, kako bi se dalo zmanjševati te statine skupaj z zdravnikom. Ne. Ker jetra so tista, ki holesterol proizvajajo, ne, se smo rekli, mi s hrano vnesemo samo 20%. Ne. Tako da, ja, gospa, jaz vam vsekakor, da vam svetujem, da prečistite jetra, regenerirate in da bojo potem imela tisto šanso, da bojo lažje, bom rekla, delovala. Ne. No, na sliki vidite, tej sliki, ki je tukaj zdaj na ekranu, pač vidite normalna jetra, pa zamaščena jetra. Ne. Tako kot smo rekli, določena hrana, med njimi tudi ta fruktoza, se direktno presnavlja v maščobo in potem ta maščoba ostaja v jetrih in jetra ne morejo tako delovati, kot bi lahko delovala.
to ni fruktoza iz jabolke, ki jo mi pojemo tako. To je fruktoza, ki je skoncentrirana, ki so jo pridelali in predelali. Ne? In v takih primerih potem jetra enostavno ne uspejo se tudi čistiti in normalno delovati. Ne? Tako da to je že majhen procent maščobe v jetrih, vam lahko onemogoča pravilno delovanje. To ni nujno, mislim, kakšenkrat mi rečejo, jaz sem bil pri zdravniku, vse gama teste imam vse v redu. Ne? Hvala Bogu, ne, da ima vse gama teste v redu, ne? Ampak delovanje je pa že zmanjšano. Ne? To je bistvo tega. Mi smo preventiva, rečem jaz. Ne? Mi ne čakamo, da se bojo gama testi mislim, šli iz ravnovesja. Ne? Mi naredimo nekaj, preden do tja pridemo. Ne? To je bistvo tega. Ne? Tako da jaz mislim, da koliko sem rekla, vsaj enkrat letno sigurno, če imamo pa zdravila, pa dvakrat letno v tej smeri. Ne? Govorili sva o znakih. To smo rekli, no, tako kot smo rekli, razen tistih bolečin, napenjanja, napetosti, bom rekla, potem holesterola, kot je tudi gospa zdaj rekla, ne, to je v bistvu kompletno slabo presnavljanje, je tudi, lahko tudi ta metabolni sindrom, ko je pritisk malo povečan, pa sladkor ni taki, kot bi mogel biti. Potem imate pa tukaj še te znake, za katere mogoče sploh ne pomislimo, da bi lahko bili iz tega naslova. To je ta zmedenost, ker rečejo, jo imam kot eno mehlo v glavi, ne, pa vrtohlavce, ne, tudi v nekaj včasih utrujenost sploh, ne, ker smo rekli, jetra so tista, ki proizvajajo energijo, ne, ki nam dajajo resnično eno tako energijo, tudi voljo, da nekaj naredimo. Ne. Meni je rekla, kakšenkrat ena gospa, jaz sploh nimam nobene tiste volje, tiste zagnanosti, da bi kaj pospravila, naredila, ne, mislim, ampak kar naraje bi se vlekla in bila tam, ne. Velikokrat so potem razni vnetni procesi, ne, ki se pojavljajo, ne, tudi, bom rekla, ožilja, tudi astma je velikokrat znak tudi preobremenitve jeter, ker enostavno se to ne more čistiti. Potem imate pa vi tudi zaradi jeter lahko slabši prenos kisika po organizmu. Ne? Včasih pride tudi recimo rečenje krvi. Ne? Jaz, ko srečujem te ljudi po terenu, jaz ne vem, koliko ljudi ima zdravila za rečenje krvi. Ne? To je eni ali zato, ker se jim je nekaj zgodilo, večina pa preventivno rečejo. Ne? To so ti aspirini, marivani, te stvari, ki v bistvu rečejo krvi. Jetra so tista, ki nekako regulirajo in čistijo kri. Zdaj, da se kri strdi, kadar, bom rekla, pride na površje, ali pa da se ne strdi, dokler kroži po krvi, ne? Pa te trombocite, pa tudi neka vezava železa, to je vse nekako v jetrih osnova. Ne? Tako da jetra resnično vplivajo na vse možno v našem organizmu. Ne? Omenili ste napenjanje. Zakaj pa pride do napenjanja? Napenjanje je bistvo tega, da mi že ko prihajamo v leta in če so jetra še prej obremenjena, imamo prenizko izločanje prebavnih encimov. In naša hrana, namesto da bi se presnovila in da bi mi iz te hrane dobili hranljiva snovi, vitamine, minerale, aminokisline, vse te snovi, v bistvu ta hrana začne gniti. In ko hrana gnije, se ustvarjajo ti plini, ki so za nas, namesto da bi povlekli koristne snovi iz hrane, dobimo toksine. In so to spet eni določeni strupi, ki se v našem organizmu spet morajo čistiti spet nekako preko jeter. Ne? Mi rečemo, ja, zdaj ponavadi rečemo, imate kakšno napenjenje? Ne, ja, vetrove, ja, tisto pa ja, ne, vetrove pa ja, ne. Tako da, to je v bistvu ista stvar, ne, samo enim pa, če gre ven, enih pa jih napenja, ne. Tako da to je tisto, ne. Je pa v obeh primerih nekoristno, ne, ker je to gnitje hrane v telesu. In je to nek znak, da je treba nekaj narediti. Takole, točno. Tako, midve bova nadaljevali takoj po kratkih oglasih in tudi mi se vidimo takrat, torej čez nekaj trenutkov.
pozdravljeni nazaj v našo družbo. Nocoj govorimo o čiščenju jeter, če ste slučajno se nam šele sedaj pridružili in midve z gospo Herto Kosmino greva kar naprej, da nama ne zmanjka časa, ne? Torej, lahko tudi pokličete seveda v našo oddajo na telefonsko številko 03 490 02 22, poveste, kakšne so vaše težave, imate mogoče kakšno vprašanje in z veseljem vam bomo seveda pomagali. Torej, midve pa kar nadaljujeva. Še prej bo vas prejeli klic. Dober večer. Kdo nas je poklical? Še enkrat kličem, ker nisem prej dobila odgovorja. Za holesterol sem dobila za čiščenje, ampak me zanima pa tudi za ta hemangiom. Kako je pa s tem? Čeprav imam ultrazvoke, ne, ampak zdaj trenutno so rekli, da ni potrebno ultrazvoka, da je v istem, imam 3,4 krat 3,9 velikega, ampak ne vem, kako je s tem, če zdravniki pravijo, da ni nevarno, če se ne veča, če mi lahko vi kaj poveste o tem. Ja, mogoče ste malo, no, evo, spaj še. Jaz sem jih hotela reči, da tudi v zvezi z tem v bistvu otrdlino, tako kakorkoli, je dobrodošlo, da čisti jetra, ker nismo rekli samo čiščenje, ampak smo rekli tudi regeneracijo jeter, ne. Tako da je izjemno dobrodošlo. Zdaj, če nič drugega, gospa, bo vsaj večja verjetnost, da ostane taki, kot je. Ker če so jetra preobremenjena, potem imate veliko večje možnosti, da se to tudi stopnjuje. Vendar vse možnosti so tudi, bom rekla, da se to lahko kaj začne zmanjševati. Tako da ja, Liver Protect, ki je tukaj, je namenjen temu, da se jetra čistijo in regenerirajo. Kar pomeni, tudi jetra imajo ene izjemno velike možnosti in sposobnosti obnavljanja, praktično najbolj od naših organov v telesu. Tako da, ja. Upajmo, da smo sedaj odgovorili, gospe. Mi pa imamo že nov klic. Dober večer, kdo nas je poklical? Ja, dober večer. Pozdravljeni. Ja, jaz tudi lepo pozdravljam in bi vas rada vprašala, a tu v Mariboru se tudi da kje prideti do teh lečajev pa to? Ja, imate, gospa, v Biotopiku v Europarku. Biotopik? Ja, Biotopik Europark. Aha. To imate in, bom rekla, preparate in tudi brezplačne teste. In se lahko naročite po telefonu, verjetno, ne? Ja, lahko pa tudi izdelke same, lahko naročite tudi v studio. Bi kar tja šla, kak se ta čaj imenuje? To je Biovis čaj, gospa. Kako? Biovisova čajna mešanica. Biovisova čajna mešanica. To je zdaj za ta, ko zdaj govorite za jetra, to je, ja, predvsem za žolč, bom rekla, delno tudi jetra. Jetra bomo pa opisali tudi artikel vam na koncu oddaje. Spremljajte nas, da boste izvedeli. Je pa ta čaj tudi za to, ne? Ja, izredno dober, naredite pa ga tako, da zavrejete 1,5 litra vode, date noter eno vrečko, po 10 minutah vzamete ven in pijete v toku celega dne. In je izjemno dober tudi po okusu. Dobro. Zdaj sem spet pozabila, kako ste rekla? Biovisova čajna mešanica. Biovisova čajna mešanica. Vredo, bomo poiskali. Tudi na koncu oddaje vam bomo še enkrat razložili pa povedali vse, gospa. Gospa, glejte, nas spremljate do konca. Hvala lepa, gospa. Nasvidenje. Nasvidenje, lahko noč. Torej, daj vam midve malo potipati še žolč. Kako pa žolč sodeluje z jetri? V bistvu, tam, če se tako čisto enostavno pogledate, tisti, ki so imeli operacijo žolčnika, niti ne žolča, ker žolč imamo še vedno, ker so to ene določene kisline, ki se izločajo, nimamo pa žolčnika v tistem primeru in velikokrat pride potem problem, če bi jedli ocvrto hrano, meso, fižole, te stvari. V bistvu te določene kisline pomagajo pri presnovi teh beljakovin pa nekaj teh težjih hran. In potem pride pač do problema, da se tam ustvarjajo določeni kristali, če žolč ni več in jetra so veliko bolj obremenjena v tem primeru. Imamo spet klic. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer.
Dober večer. Jaz pa kličem iz Koroške. Jaz bi pa vprašala gospod, a so semena pegastega badlja tudi koristna za čiščenje jeter? Gospa, tako bom rekla, morajo biti v eni določeni vezavi, ker drugače ni ne vem kakšne koristi od samega pegastega badlja. Naprimer, da jaz zmeljem, pa dam v jogurt, pa pojem. Tisto imate malo več aktivnih snovi, zaradi tega, ker vežete na eno določeno maščobo. Ampak bi bilo pa to tako, potem lahko to jemljete celo leto, ne, kot preventivo in boste to izjemno počasi mogoče dosegla en določen rezultat. Ne? Hvala lepa. Prosim. Hvala vam za vaš klic. Lahko noč. Lahko noč. No, ta žolč, bom rekla, velikokrat mi premalo pijemo, ne. Pa potem pride do napačne presnove in jetra pa žolč ne morejo tvoriti toliko teh prebavnih encimov, kot bi jih mogle, in potem se začnejo ustvarjati eni določeni kristali. Prav zaradi tega, ker jetra ne delujejo tako, kot bi mogla. Mene je en gospod tudi, bom rekla, zdaj pred kratkim klical in je rekel, da ima kamne na žolču. In v tem primeru so ti kristali, ker ni pravilne presnove, se začeli zaustavljati in so naredili en skupek, bom rekla, in se je začel tvoriti kamen na žolču. Če žolč in to še nekako spusti skozi, imate velika verjetnost, da se potem lahko ustvarijo tudi kamni na ledvicah. Tako da izjemno pomembno je, kako žolč pa jetra delujejo. Dobro, midve imava spet klic. Lepo. Dober večer, kdo je z nami? Lepo, dober večer. Pozdravljeni. Dober večer, iz Štajerske kličem. Zanima me, kako deluje povišan krvni sladkor na jetra. Dobro, bomo odgovorili. Poslušajte nas, hvala za vaš klic. Lahko noč. Zdaj, to je spet tako, ne? Tudi obratno sorazmerno to vse skupaj vpliva, ker povišan krvni sladkor deluje v tej smeri, da jetra enostavno ne uspejo vsega čistiti, ker jetra so tista, ki bi morala nekako stabilizirati in vse te stvari narediti. Pa povišan krvni sladkor najbolj, kar vam, bom rekla, vam škoduje na mikrocirkulacije. In tudi tam vpliva. Zdaj, bom rekla, da bi prav jetra so tista, ki regulirajo tudi presnovo. Presnova je pa tista, kjer se sladkor lahko na hitro dvigne ali pa gre malo bolj počasi. In če jetra so opešana, ne morejo tako delovati, kot bi mogla, potem imate lahko tudi večje skoke sladkorja. To je v tej povezavi. Dobro. Vpliva pa sladkor itak na vse druge stvari še. Tudi na drugo, ne? Ja, tudi na ledvice pa na vse stvari, ne. Torej, gospodu smo odgovorili. Jaz upam, da ja, bom rekla, ker osnova so jetra. Potem je treba itak še urejati druge stvari pri sladkorni, pa skrbeti za ožilje, za mikrocirkulacijo, za ta metabolni sindrom, ki smo ga omenili, ne. Ampak začne se pa pri jetrih, ne. Tako kot je tudi doktor Majič takrat povedal, ne. Dobro, da vidimo, kakšne težave ima naš naslednji poslušalec oziroma poslušalka. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Halo? Ja, se slišimo? Ja, dober večer. Jaz bi se vas samo vprašal, kje se pa v Celju dobijo vaše izdelke? Razen tega, da lahko pokličete v Areno, ker jo imate v Celju. Imate spet Biotopik v City centru, pa Biotopik v centru mesta, pa se mi zdi, da je kaj še tukaj, še ena trgovina, Flora nimate v centru. Biosi? Ne. Lahko pa tudi pokličete, gospod. Boste pa na koncu imel izpis telefonske številke, kamor lahko naročite, ne? Ja, vem, samo jaz bi v Celju kupil. Ja, Biotopik City center. V City centru. Prosim, hvala vam, lahko noč. Dobro, prej sva omenili holesterol, pa bova nadaljevali takoj po naslednjem klicu. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer. Lepo pozdravljeni. Ne še?
bomo še malo počakali oziroma bova zapolnila ta čas. Torej, holesterol, veliko ljudi ima danes težave. Ja, veliko ljudi ima težave, delno je tudi zaradi tega, ker so se vrednosti holesterola znižale, izpred vrednosti iz 8, ko je bila leta nazaj, so zdaj prišli na vrednosti 5, in to bom rekla, potem ima tudi iz tega naslova ima izjemno veliko ljudi statine jemlje. Zdaj, kaj pametno je, da je holesterol nižji, ampak izjemno pametno bi bilo, da bi ga mi urejali na naraven način. Na neko normalno vrednost. Ja, tako. Dobro, sedaj pa mislim, da imamo klic. Dober večer, kdo je z nami? Ja, dobro večer, želim Aljoša tukaj iz Ljubljane. Jaz bi imel za vašo gostjo še eno vprašanje, sicer v zvezi polip žolčnika. Zdaj, a je kakšna druga varianta kot operativni poseg, da ga tega odstraniš, zmanjšaš ali karkoli? Ker žolčnik, ko enkrat odstranim, po moje... Imate ene določene probleme? Ne, dobeni zdravstveni težav. No, super, ne. Ok, super. Hvala za vaš klic, lahko noč. Ja, ko je rekel gospod, da bi raši na kakšen drugi način, ker ko se odstrani, potem so ene določene probleme, ki se je treba držati, bom rekla, ene določene diete pa tako naprej. Jaz se zmeri rečem tako, zdaj ne moramo zagotoviti gospodu, da bo odstranil se ta polip mu, ampak jaz zmeri grem z tega stališča, da bi vse raje prej probala, kot šla pod nož. Tako da jaz vam res svetujem oba preparata, ta dva, ki jih boste imeli opisana proti koncu oddaje, da probate in naredite eno tako čiščenje 3-mesečno in potem greste spet na eno tako kontrolo. Ker to so organi, ki se znajo izjemno dobro čistiti. Tako da imate velike možnosti, bi jaz rekla. No, za poskusiti vsekakor je. Ja, tako kot sem rekla. Vse razen vreden je pod nož. Operativni poseg je le operativni poseg. No, debatirali smo pač o holesterolu, kot sem rekla, izjemno veliko ljudi je zdaj že nekako tako, bom rekla, tudi osveščenih in se proba nekako urediti holesterol na naraven način s prehranskimi dopolnili in tako naprej. Ponavadi je tukaj spet tisto, kar smo prej rekli, tudi znižati stres, ampak sigurno so tukaj jedra tista osnovna celica, katera more dobro delovati, če želimo, da se holesterol ne viša. Tako da mi imamo pač zdaj to vrednost 5 skupno, to imamo ta dober holesterol pa slab holesterol. Slišite, jaz imam pa veliko visok tisti dober, pa zato niso, pa tako naprej. Tako da ja, dobro je, da se ga uredi na naraven način brez kakšnih dodajnih, ker statini so pa tisti, ki lahko vplivajo pri ljudeh na mišice. In izjemno veliko ljudi reče, da recimo so probali prvo ena zdravila, pa so jih potem bolele mišice, pa je potem zdravnik zamenjal druga zdravila, pa tako naprej. Tako da je pa pametno, da če bolijo mišice, da grejo zdravniku in da povejo, da v bistvu lahko ta zdravila so tudi potem nevarna, če ne naredijo tega. Dobro, mi dve imava nov klic. Dober večer. Ja, se me vezala. Ja, seveda, ste z nami. Povejte, gospod. Kakšne težave imate? Lep pozdrav, želim to oddaja zelo mi všeč. Dajte vi meni povedati. Gospod, mogoče bi malo stišali televizijo. Kaj s temi topinami, ki jih imamo v telesu? Gospod? Se slišimo? Ja. Poslušajte v slušalki televizijo, pa malo stišajte, se bomo lažje slišali. Ja, v telesu imam. Ok. Televizijo stišajte, pa se samo po telefonu pogovarjajte. Je slišal zdaj, je šel tišati. Dobro, bomo malo počakali. Z
toksine mi je nekdo priporoča, da imam veliko v telesu. Aha, in kje ste bil v službi, gospod? Če imate bilo kakšne toksine? Potem ste napotili domov pa na bolniško. Aha. Dobro. Če imate bilo kakšne toksine, je čiščenje jeter izjemno svetovano. Ker jetra so tista prvi organ, ki začne čiščenje v telesu. Pa morate se potruditi, da spijete dovolj tekočine. Malo dajte mi povedati, kaj je prav. Ko bi jaz zavčil, da bi bilo to dobar. Poharcu. Bomo, gospod, vam odgovorili, bodite z nami, spremljajte nas. Ja, tako. Dobro. Glejte, gospod, jaz mislim, da bilo kakšne toksine, verjetno gospod je bil v kakšni službi, pa so ga zdaj poslali na bolovanje, kot sem jaz razumela. Verjetno je on te toksine ali nadihal, ali kaj takega dobil. Tako da jaz, kot sem rekla, izjemno svetujem, gospod, da začnete s čiščenjem jeter, da se potrudite, da vnesete dovolj tekočine, ker morate vnesti pa 3 decilitre tekočine vode, govorimo, vode ali čaja, tako, na 10 kilogramov telesne teže. Tako da, če imate recimo, 80 kilogramov, je to 2,5 litra vode dnevno, plus recimo to, kar vam bomo danes priporočali kot prehransko dopolnilo, da vam bo pomagalo te toksine spraviti iz organizma, gospod. Dobro, upajmo, da smo odgovorili. Z nami pa je že nekdo drug. Dober večer, kdo nas je poklical? Dober večer. Pozdravljeni. Dober večer. Ja, nekako vplivajo zdravila na jetra. Kakšna zdravila imate, gospod? Razna zdravila, tudi Pradaxa, zarečenje in tako naprej. Boste poslušali po televiziji? Ja, bom. Poslušajte nas, bomo odgovorili. Hvala lepa, lahko noč. Vsekakor, tako kot smo rekli, zdravila moramo jemati, zato ker so naše preživetje, če gledamo v določenih primerih, ampak pustijo pa ene določene posledice na jetrih. Kaj in kako čistimo mi jetra, teh stranskih učinkov zdravil, je pa od nas odvisno. Zato jaz, tako kot sem rekla gospodu, priporočam 2-krat na leto čiščenje jeter. 2-krat na leto. Je pa res, tako kot je prej rekel, pomembno je, s kakšnimi preparati se tega lotimo in na kakšen način, in ne pozabiti, še enkrat, ne pozabiti na tekočino. Ne pozabiti na tekočino. Zelo pomembno, ne? Torej, greva midve naprej. Prej smo že omenili hormone in hormonsko neravnovesje. Je bilo to mišljeno za ženske hormone ali lahko tudi vplivajo jetra na moške hormone? Tudi na moške hormone vplivajo, ampak praktično na vse hormone. Izjemno veliko ženske meni reče, jaz sem v menopauzi, pa potem imajo tisto vročino v obrazu, pa se vse potijo, pa bom rekla, nervozne, bom rekla, tako raztresene, in one vse to nekako se predpisuje menopauzi. In velikokrat potem, kadar pridemo do tega, da ščistimo jetra in da se to stabilizira, vse te oblivi, vse te vročice v obrazu, so vse rdeče v obraz in tako naprej, vse to zgine. Pri moških je spet tako, da velikokrat so jetra tista, ki vplivajo na sposobnost erekcije, če tako pogledamo, ker so to vedno hormoni. Tako da tudi, bom rekla, pri zanositvah, pri številu semenčic, pri aktivnosti semenčic pri moških so jetra izjemno pomembna. Ker če imamo mi ene določene toksine, kot je prej gospod rekel, v telesu, potem je število semenčic manjše in so neaktivna. Bom rekla, to je pa pri spočetju novega bitja izjemno pomembno. Tako da na vse hormone, bom rekla, to vpliva. Dobro. V eni izmed naših oddaj smo gostili dr. Majiča, ki pa je govoril takrat o glutationu, ki naj bi pomagal pri jetrih.
Ja, glutation je eden najmočnejših antioksidantov, ne. In zdaj se kratko, tudi na tržišču se tudi dobi. Glutation v bistvu vnašajo kot prehransko dopolnilo, ampak on je takrat rekel tako, ne, da pač tega, ki tako vnašamo, ga niti ne moramo sorbirati, niti ne pride do izraza. On je povedal, da je pač v tem prehranskem dopolnilu združil te aktivne snovi, ki pomagajo pri tvorbi glutationa. Glutation je pa tisti, ki resnično, rekla, pomaga pri tvorbi energije v našem telesu. Ne? Tako da ne moremo ga vnašati. Dobro je, da ga sami proizvedemo. Ne? In zato pa potrebujemo ene določene mislim, dodatke. Pomagalce. Ja, pomagalce, tako rečemo. Ne? Torej, z nami je spet nekdo. Dober večer, kdo nas je poklical? Dober večer, Magda pri telefonu. Pozdravljeni. Zanima me, zato napihuje me pogosto. To je eden največjih znakov, gospa, da pač jetra ne zmorejo. Ja, pa boli me pa bolj pod levim rebrom, ne na desnim. Bomo odgovorili, gospa. Dobro, ostanite z nami in poslušajte in gledajte. Hvala lepa. Hvala, lahko noč. Ker v bistvu je tako, kadar so jetra obremenjena, pa žolč obremenjen, pravijo, da enostavno ne spusti hrane iz želodca naprej, nimamo dovolj prebavnih encimov in potem včasih se zgodi tudi to, da pride do izliva kisline v požiralnik. Zapre se zaklopka proti jetrom, ker jetra ne zmorejo, ne utehnejo vsega prebaviti in odpre se zaklopka proti požiralniku in takrat udari kislina gor. In največkrat mi mislimo, aha, imam previsoko kislino v želodcu. V bistvu je to znak prenizke kisline. Samo neka kakršnakoli kislina iz želodca pride v naš požiralnik, je prekisla za sluznico požiralnika. Ampak to je zmeri znak, da imamo mi premalo prebavnih encimov in da naša jetra ne zmorejo. To je to. No, jaz bi predstavila res artikle. Dajmo predstavi, da ne bo zmanjkalo časa. Ta Liver Protect je, tako kot sem rekla, je sestavljen proizvod doktorja Tomislava Majiča, to je naš kardiolog, to je njegovo življenjsko delo, če tako rečemo. On se je resnično poglobil v prebavo človeka, tudi preizkušal določene snovi in moram reči, da je, jaz včasih rečem tako, da z nami sodeluje živa legenda, če tako rečem. In noter v tem preparatu imate tako zmeraj enko in dvojko, to so dva preparata, ki se jemljejo skupaj. V enki je 30 komadov, glavnem so to aminokisline in vitamini, ki pomagajo regenerirati jetra in pomagajo k normalnemu delovanju jeter. V dvojki imate pa izvlečke šisandre, izvleček pehastega badlja, kot je prej rekel gospa Smezi, da je bila, da če jemlje pehasti badelj, ne. Pehasti badelj je v redu, ampak če ni v eni določeni vezavi, v jetra sploh pride, ne. In mi lahko pehasti badelj jemljamo konstantno celo leto, mogoče bomo nekaj, bom rekla, naredili. Ampak, če je pa izvleček, tisti najmočnejši izvleček, tisti silibim, ki je tukaj noter, v tisti pravi vezavi, ker dr. Tomislav Majič je to vezal na fosfolipide. To je ena določena bom rekla, maščoba, ki omogoča, da te snovi pridejo v jetra in da jih prečistijo. Tukaj noter imate pa še potem olje groznih pešk, ki pa izjemno vpliva na mikrocirkulacijo. Tako da recimo pri gospodu, ki smo debitirali tudi zaradi sladkorne, je ta preparat tisti, ki sigurno mu bo izjemno pomagal in ga bo izjemno čutil. Skupaj ta dva preparata, tako kot sem rekla, oboje se vzame zjutraj, dvojko se vzame pa še zvečer po večerji, omogočajo našim jetrom, da se prečistijo, regenerirajo in da opravljajo svojo funkcijo naprej.
ker jetra so naš glavni filter. In če tega ne naredimo, potem enostavno imamo vse naše zdravje slabše, manj energije, slabše spimo, bom rekla, in naši hormoni ne delujejo tako, kot bi mogli. In potem mogoče ne vemo, iz česa nismo taki, kot smo bili par let nazaj. Ne? Ampak, če bomo to naredili, bomo občutili, da bo to malo drugače naš organizem deloval. Čaj, ki smo ga tukaj predstavili, je pa res tisti tako, za prečistiti naš žolčnik, da se izločijo te žolčne kisline in tako naprej. Omogoča nam tudi to, da bomo sigurno vsaj tisti 1,5 litra tekočine na dan spili, in ker prihaja konstantno, počasi v naš organizem, počasi tudi odnaša te odpadne snovi iz organizma. Vsaki, ki je do zdaj jemal, lahko rečem, da v bistvu vidi razliko na blatu, na obliki blata, na vonju blata, na vseh te stvarih, da resnično reče, sem občutil, da se je organizem čisto in da se energija telesa iz dneva v dan, bom rekla, izboljšuje, ne? Da ni tiste utrujenosti in tako naprej. Ne? Kot mi je rekla ena gospa, sem gotovila, da potem, ko sem prišla z Ljubljane, ne? Ker mi smo vsaj tistih 120 km od Ljubljane, ne? In da je bila v Ljubljani, prišla nazaj domov, in vse nekako sem prišla domov, sem imela še vedno energijo, da sem začela peči piškote. Ne? Je rekel, včasih bi to samo še na kavču in me ne bi bilo več. Ne? Tako da resnično vidijo in občutijo tisto razliko v počutju. Ne? Če povemo še cene, no, ta artikel je 16,70, ta pa 54,90. Ne? Jaz rečem tako, tisti, ki se bo odločil, mi bo lahko povedal, da je čutil razliko, da vidi, da je tisto, kar pač mora narediti v svojem življenju. Tisti, ki so enkrat to naredili, bom rekla, se vedno vrnejo nam. Res. Zato, ker vejo, da je to tisti pravi artikel. Ne? In to je tudi nekaj vrste potrditev v bistvu. Ja, jaz meni to tako rečem, ne, da bistvo mi je meni, ne, da mi človek jemlje konstantno, bom rekla, da ga bomo tisto, ampak bistvo mi je, da kadar ima en določen problem, reče, zdaj sem pa prišel nazaj, ker vem, da mi boste lahko pomagali. Ne? To je tisto, kar me meni tako po eni strani razveseli. No. In žene naprej, ne? Ja, da delate to. Ker so mi rekli, da me vidijo po televiziji in da rečejo, da se mi vidi, da živim za to. Mogoče res. Ja, zagotovo. Sigurno, da. Dajva še midve samo eno kratko vprašanje. Mi večinoma govorimo o obremenjenosti jetera. Ne? Ko pa se pogovarjamo z ljudmi, pa nekako uporabljajo izraz zamaščenost jeter. Ja, to je ta maščoba, ki prihaja, ki se skoncentrira na jetra in jih potem obremenjuje, ne? Da ne morejo tako delovati, kot bi lahko delovale. Je pa to, kot smo rekli, ne? Že največkrat je to samo 5% maščobe v jetrih, pa so že obremenjene. Ne? Zdaj, če greste vi to na pregled, je to nič, recimo rečejo zdravniki, ali pa, ja, si veste, to je pa tako, za vaša leta je to v redu. Ne? Ne vem, to bom rekla, kaj je za moje leta v redu, jaz bi najrajši imela čista. Ne? To je bistvo. Ne? To je ravno tako, kot rečejo, ne vem, imate taki procent težki strupa v tej hrani. Ne? Strup je nekaj, kar je ne bi smel tam biti, ni dovoljen, niti najmanjši procent, kar pomeni, tudi za nas je najboljše, da so jetra totalno čista. Če nam to uspeva, bom rekla, potem nam uspeva tudi vzdrževati naše zdravje, nam uspeva vzdrževati pravilno ravnovesje hormonov, nam uspeva vzdrževati pravilni nivo energije,
lažje se spočijemo v toku spanja, zjutraj vstanemo pač na spanje z energijo in gremo lažje v boj z novimi težavami in izzivi. Dajva še mogoče samo to povedati, tale izdelek oziroma dva izdelka seveda lahko naročite na telefonsko številko, ki je izpisana spodaj, kadarkoli praktično vse dobite, tudi kakšne izdelke iz prejšnjih oddaja, ne samo iz današnje oddaje. Mogoče bi povedala številko za tiste, ki lahko malo mogoče bi povedali še številko, da 070 070 44 44 22. Tako, to smo povedali. Dovolj tekočine je treba piti, a ne? In malo sprehodov. In malo sprehodov, kljub mrazu, in zimi, ki prihaja, ki je že tukaj. To ni izgovor. Ni izgovora, za zdravje vse se treba potruditi. Tile izdelki pa, rekli ste, da zelo hitro se začuti sprememba. Zmeraj, bom rekla, povem in tudi vsakekrat mi ljudje potrdijo, da v 5-6 dnevih se čuti razlika okrog pasu in da se začne dvigovati energija. Dobro, super. Mislim, da sva nekako prišli do konca nocojšnje oddaje, da sva zaključili, povedali vse načeloma bolj ali manj, kar je bilo treba. Če ne bojo postavili nova vprašanja nam naslednjič. Absolutno. Ko bomo spet z vami, torej prihodnjo nedeljo, za danes je to vse. Upamo, da smo odgovorili na vaše vprašanja, da smo vam pomagali. Hvala lepa, gospa Herta, za vaš obisk, za vse odgovore in nasvete. Vi pa nas spet gledajte prihodnjo nedeljo, ko bomo govorili o drugih zdravstvenih težavah in vam jih seveda pomagali rešiti. Hvala lepa, ker ste bili nocoj z nami in lep večer še naprej. Ko noč.